Spoštovani, lepo pozdravljeni. Sedaj bom povedala novico, ki pa ni več novica, ker ste jo že prej neuradno slišali. Torej, odločila sem se, da bom ponovno kandidirala za predsednico Nove Slovenije na kongresu, ki bo 29. novembra na Vrhniki. Po 6 letih predsedovanja stranki sem se vprašala, ali je morda tudi čas za spremembe, in zato sem si vzela nekaj časa za premislek in tudi za pogovore na terenu. Kaj misli članstvo, kaj mislijo naši odbori, kaj misli izvršilni odbor. Imeli smo tudi posvet na temo analize dosedanjega dela letošnjih volitev in pa tudi analizo oziroma predloge za prihodnje delovanje stranke. Morala sem tudi sama sebi odgovoriti, ali imam še dovolj moči, energije, motivacije za vodenje prihodnjih 2 letih. In ko sem si odgovorila na vsa ta vprašanja in ko sem dobila tudi podporo najožjih sodelavcev, sem se odločila, da ponovno kandidiram. Ob tem pa želim poudariti in povedati, da moj kolega, vodja poslanske skupine Matej Tonin, ostaja zelo pomemben del moje ekipe, eden najpomembnejših členov stranke, in zato sem vesela in zadovoljna, da imamo v Novi Sloveniji tudi mlade, perspektivne člane, ki bodo v prihodnosti odigrali zagotovo še pomembnejšo vlogo. Veseli me, da se v Novi Sloveniji ni treba bati, da ni kandidatov, ki bi prevzeli stranko, s čimer se nekatere druge stranke morda ukvarjajo, ampak da imamo potencialne prihodnje kandidate in da bom tudi z gospodom Matejem Toninom tudi v prihodnosti lahko intenzivno gradila Novo Slovenijo. Kaj si želimo v prihodnosti? Po 3 volitvah, ki so bile letos, je sedaj prišel čas, da se nekoliko bolj posvetimo tudi utrjevanju Nove Slovenije, utrjevanju krščanske demokracije. Dovolj je destruktivnosti in zato želimo, da postane krščanska demokracija, Nova Slovenija, še močnejša stranka na desni sredini, ki ima jasno začrtano pot, svoje vrednote, ki ima jasen program in ki ji lahko daje tudi upanje in prihodnost desnim volivcem. Zato bomo v naslednjih letih utrjevali stranko na terenu, pridobivali tudi nove člane, utrjevali naš gospodarski program in ga še širili z drugimi temami. Vemo, da je letos bil poudarek prav na gospodarstvo, kajti dobro gospodarstvo je tudi najboljša socialna politika. Te teme želimo še širiti tudi na kmetijstvo, dodatne dopolnilne dejavnosti, turizem, kar je vse povezano z gospodarstvom. Naše področje bomo še utrjevali na področju družinske politike, ki je ena od glavnih tem tudi našega programa. Tudi na področju sodstva želimo, pravosodja, želimo sodelovati pri izboljšanju različnih predlogov. Kot pa tudi veste, Nova Slovenija pripravlja zakon o dostojnem pokopu žrtev. To je že v takšni fazi, da je v lekturiranju in potem bo šel ta proces naprej. Želimo, da bi ta zakon podprlo čim več strank, kajti zakon je pripravljen na podlagi strokovnih mnenj in na podlagi iskanja pravih rešitev, da se tukaj Slovenija premakne z mrtve točke. In verjamem, da vsi tisti in vse tiste stranke, ki zagotavljajo, da želijo v Sloveniji spremembe, da želijo, da ta del naše žalostne zgodovine nekako zaključimo tudi z dostojnim pokopom žrtev, da bi vse te stranke in posamezniki tudi ta zakon podprli. To ni ideološki zakon, ampak zakon, ki rešuje konkretne probleme. Sedaj bom predala še besedo vodji poslanske skupine Mateju Toninu,
da še on dopolni našo vizijo za prihodnost. Izvolite.